Obveščam vas, da se je član komisije Bojan Borovnik opravičil in ga po oblastilu nadomešča državni svetnik Miloš Pohole. Dobrodošel. Ugotavljam, da smo sklepčni, zato lahko začnemo z delom. Prehajamo na dnevni red. S sklicem ste prejeli gradivo. Točka 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijstvu. Nujni postopek. Druga točka razno. Imate kakšno pobudo ali pomisleke? Če nimate, kdo potrebuje dnevni red? Dobimo. Hvala, se pravi, smo sklepčni. Med nami pozdravljam vabljene, gospod ministrico Ireno Šinko, dobrodošla, gospa Ana Le Maršel Kolar, pozdravljena, Marta Hrustelj, tudi pozdravljena, strani Kmetijsko-gozdarske zbornice Roman Žveglič, pozdravljen, in strani Zadružne zveze Matjaž Podmilšak, pozdravljen. Sindikata se nam bojo pridružili in mislim, da tudi naš svetnik, podpredsednik komisije, gospod Medved, bo tudi se nam pridružil. Tudi gremo kar na prvo točko dnevnega reda, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijstvu, in predajam kar besedo gospe ministrici Ireni Šinko. Prosim. Hvala za besedo, spoštovani predsednik, spoštovani svetnici, spoštovani svetniki, spoštovani ostali prisotni, vsi skupaj lepo pozdravljeni. Zakon o spremembah in dopolnitvi zakona o kmetijstvu prinaša dve ključni spremembi, in sicer prva se nanaša, to novelo se torej ureja pravna podlaga za zbiranje in spremljanje ter analiziranje podatkov o cenah, količina in poreklu v verigi preskrbe s hrano. Podatki o cenah, količina in poreklu se bodo zbirali po deležniki v verigi preskrbe s hrano, dober dan, in bodo namenjeni analizi stanja v verigi in pripravi morebitnih dodatnih ukrepov v okviru skupne kmetijske politike za bolj ciljno naravnane investicije. Ukrep bo namenjen tudi pripravi podpor za najbolj perspektivne sektorje in v primeru ugotovitve nesorazmerij v verigi preskrbe s hrano, izvedbi ukrepov podpor za sektorje v težavah v skladu z zakonodajo, ki ureja državne pomoči. S sprotnim spremljanjem gibanja cen, količin in porekla bo lahko Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na daljši rok vzpostavilo transparenten sistem nadzora dogajanja v prehranski veriga in lažje ciljno usmerjalo politiko razvoja prehranskih verig. Potem pa druga ključna sprememba, se pa z novelo ureja financiranje kmetijske dejavnosti v kmetijski, razvojni in izobraževalnih organizacijah Slovencev v zamejstvu. Ministrstvo bo v Uradnem listu Republike Slovenije objavilo javni poziv za pripravo večletnih programov, prejete vloge na javni poziv pa bo pregledala komisija, ki bo sestavljena iz predstavnikov ministrstva ter Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Na podlagi predloga komisije bo izdana potem tudi odločba o izboru, organizaciji in potrditvi večletnega programa. Medsebojnih razmerij pa bodo tudi urejena s pogodbo. Zdaj pa, če gremo po samih določilih posameznih členov, in sicer v veljavnem zakonu v kmetijstvu se bo za 61. členom dodalo novo 5b poglavje z naslovom Zbiranje podatkov v verigi preskrbe s hrano, ki obsega dva nova člena, in sicer 61. člen, ki ureja zbiranje podatkov, določa organ, ki zbira podatke, kateri podatki se zbirajo, zavezance za poročanje, varovanje zbranih podatkov, obdelavo podatkov ter določbo, da minister z odredbo določi zbiranje podatkov, način pošiljanja podatkov in podrobnejše pogoje o izvedbi zbiranja. Potem pa je še drugi 61. člen, kjer so pojasnjeni posamezni izrazi, kot so zavezanci po verigi, velikost podjetja, pomen izrazov ponderirana cena, odkupna cena, prodajna cena in javno dostopne bilance. Potem pa je sprememba, ki se nanaša na financiranje kmetijskih dejavnosti zamejcev po svetu, to pa ureja 128.a člen, katerega določbe se nanašajo na ohranjanje in razvoj kmetijstva Slovencev v zamejstvu. Ta določba bo omogočala finančno podporo kmetijskim organizacijam Slovencev v zamejstvu za spodbujanje in ohranjanje kmetijstva ter dejavnostim za razvoj slovenske identitete v zamejstvu.
Ta sprememba pa je bila potrebna, ker v zakonu o odnosi Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja ni bilo urejeno področje kmetijstva, temveč je v 18. členu samo bilo omogočeno, da ministrstvo vzpostavlja stike in razvija sodelovanje z organizacijami Slovencev zunaj Republike Slovenije, zato je bilo potrebno to področje financiranja zamejskih organizacij urediti v zakonu o kmetijstvu. V 128a členu je torej določeno, da ministrstvo financira aktivnosti kmetijskih, razvojnih in izobraževalnih organizacij Slovencev v zamejstvu. Nadalje ta člen določa način objave poziva za izbor organizacij, način ocenitve vlog, merila za izbor organizacij ter določa izdajo uredbe, na podlagi katere so določena merila in točkovnik za ocenjevanje vlog, ki jih bodo dale zamejske organizacije. Potem pa je še za 170. členom veljavnega zakona se pa doda še 170a člen, ki opredeljuje sam informacijski sistem za spremljanje podatkov v verigi preskrbe s hrano, in pa potem se pa spreminjajo 172. člen, 174. člen, 175. in pa 176. člen. Ti členi se pa nanašajo na izvajanje nadzora, dodelitev pooblastil inšpektorjem, ukrepe zaradi ugotavljanja nepravilnosti pri poročanju ter izrek glob zaradi nepravilnega poročanja. Z tem zakonom se torej urejata dve ključni spremembi, ki sta tudi zelo potrebni in pa nujni, zato predlagamo, da Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega sveta predlog sprememb zakona podpre. Hvala. Hvala, gospa ministrica Irena Šinko. Še kdo iz vašega skupine ali to boste potem? Okay. Ja, dajem besedo naslednjemu gospodu Žegliču. Nizkotarska zbornica, prosim. Hvala za besedo, spoštovani predsednik, spoštovane svetnice, svetniki, ministrica. Kmetijsko-gozdarski zbornici v Sloveniji podpiramo namen, da se uredi to razmerje v prehranskih verigah. Saj ponovadi je tako, ne? Vsi govorimo, da drugi zaslužijo, saj za kmete, tako lahko govorim, potem se pogovarjamo s ostalimi, govorijo, da morajo cene dvigniti zaradi dviga surovin, da kakšno je pa dejansko stanje v tej pogači med pridelovalci, predelovalci in na koncu na trgovcu, pa teh podatkov se prav nimamo. Mislim, da si bila neki projekti, ki pa so že tudi stari enih 12 let, ali pa še celo mogoče več, ki so bili nazadnje narejeni, in še to je bilo, mislim, da takrat samo za sektor mleka in mesa. In že takrat se je videlo, da grejo te škarje od pridelovalcev, koliko ima pridelovalec tega deleža v končni ceni, da so seveda te škarje šle v škodo pridelovalce. Zakon je bil seveda kar na hitro pripravljen, že prej je bila že sprejeta odredba o obveznem rednem pošiljanju podatkov in cenah kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov. In zdaj se v bistvu, ki je bil po enem drugem zakonu, mislim, da je bila osnova zakona o nadzoru cen, ali ne vem kaj še. Tako da v redu, če se to pravna podlaga išče, nas pa zdaj tlele nekje malo določene stvari motijo. Zavezanci, zdaj jaz bom govoril predvsem za ta prvi sektor, se pravi za pridelovalce, neposredne pridelovalce. Prej je bilo v odredbi napisano, da so mikropodjetja tista, ki imajo po javnih dostopnih bilancah od 500 000 evrov. Zdaj po tem zakonu se ta prag znižuje na 250 000 evrov. In nas je to zanima, zakaj je zdaj to. Čeprav po drugi strani bi seveda se lahko tudi vprašali, ali je zdaj, bom rekel, tisti, ki imajo neposreden produkt, mleko, meso, pa ne nazadnje tudi zelenjavo, ki jo pač prodajajo nadaljnjim posrednikom v verigi ali direktno trgovini ali živilsko-predelovalni industriji, ali je to zdaj za ta sektor potrebno, da tudi oni javljajo te podatke.
Zato odkupne cene so znane, imamo tržno-informacijski sistem, te podatki so že zdaj jasni, vemo se, koliko je cena mleka, koliko je cena mesa. Je mogoče zdaj ta razlika, se malo manj ve, koliko je stvar na drugem sektorju, se pravi na zelenjavi ali na ostalih zadevah. Po drugi strani pa spet zdaj čisto tako, ne, tudi če nekdo, en kmet, ki se ukvarja z pridelavo zelenjave, pa da to direktno trži v trgovino, se pravi, bo pač mogel napisati, po čem je to prodal. Ne? Ta trgovec bo pa spet mogel napisati to isto ceno, po čem je od tega zelenjadarja kupil in potem, koliko je bilo na polovici. In tukaj zdaj vidimo, da se ta stvar nekje, bom rekel, tudi podvaja in se sprašujemo tudi zdaj, koliko ima smisel, da ta, bom rekel, da gre noter tudi ta sektor, tista osnovna pridelava, ker že pač po tržno-informacijskem sistemu so te zadeve že jasne. Ne? Zdaj mi nismo naredili zdaj analize, kaj to pomeni, za koliko kmetij bi bilo to potrebno, zdaj bi to pač mogli delati, vemo, da to je elektronsko po odredbi z nekom šifro in tako naprej, javnost, tajnost podatkov, v redu. Bolj nas pa skrbi potem, ko se bo ta stvar obdelovala, kaj bo ven zdaj iz tega prišlo. Če pa to pogledamo, te analize in tako naprej, ne? Ali bo to zdaj, kakšna bo metodologija tega, pa ne vemo in bi pričakovali, da bi tudi bilo z deležniki obdelano tudi to, kakšna bo ta metodologija obdelava teh podatkov, na kakšen način se bo to delalo. No? To je tudi silno pomembno. Ne? Druga stvar, zdaj, kar se tiče pa drugega dela zakona in sofinanciranja teh organizacij Slovencev v zamejstvu, pa seveda podpiramo. Vemo, da vsak matična država mora nekje skrbeti in pomagati za te ranljive skupine, ker vemo, da so ranljive skupine v drugih državah, sploh tudi z načinom organizacije kmetijstva in tako naprej. Zdaj, samo če se rečem za zamejce v sosednji republiki Italiji, tam nimajo kmetijsko-gozdarske zbornice in tudi sama ta organizacija, recimo v Avstriji imajo, kar se kmetijstva in tiče, ne, in tudi to svetovanje. Vemo, da imamo ogromno tega sodelovanja med kmetijsko-gozdarskimi zavodi ob meji in za temi organizacijami na drugi strani. Predvsem nas prosijo za pomoč, veliko to pomagamo, sploh z Italijo, z Avstrijo malenkostno manj, ker je kmetijstvo organizirano drugače ali pa podobno kakor v Sloveniji. Zdaj, to je to, no. Še enkrat ta pomislek, zakaj zdaj 250 tisoč, pa tudi sama ta vsebina teh podatkov iz strani pridelovalcev osnovnega produkta, ker se bo zdaj enkrat, če gledamo mleko, tisti, ki bo pač kmet mogel, bo mogel javiti, potem bo mogla še zadruga, ne? Če preko zadruge prodaja in potem še mlekarna je v bistvu na isto ceno. No. Samo to. Hvala lepa. Hvala gospodu Žegliču, predsedniku Kmetijsko-gozdarske zbornice. Naslednjemu dajem besedo predstavniku Zadružne zveze, gospodu Matjažu Podmilšaku. Prosim. Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi z moje strani. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice, gospod Žeglič, je že v bistvu kar lepo povzel pomisleke, ki jih imamo tudi mi. Načeloma mi tale spremembe zakona podpiramo, iz tega vidika, da se v bistvu na luč po svetu te razmere v živilski verigi in da se tudi točno ve, kdo je kriv za kakšno podražitev in oziroma za kakšno pocenitev, na katerih plečih se zadeva vrši. Zdaj, tle so tudi zadeve, ki jih je že gospod Žeglič izpostavil, se pravi ta znižanje praga za poročanje, pa tudi nam je bilo malo redko iz tega ni razvidno, kako se bojo podatki obdelovali oziroma kaj bomo s temi podatki dobili. Oziroma mi se tudi malo dobimo, da so bolniki velike računali, na koncu pa nič pametnega ne bo pa kazalo. Tle metodologija, kako se uračuna, tega ni razvidna, ampak načeloma zadevo podpiramo. Tukaj
z naše strani. Hvala. Hvala. A kmeti to zadevo dejansko dolgo časa smo čakali in jo s zaprtimi rokami tudi podpiramo. Ker zdaj, kakšna podražitev je bila, stalno je bilo, da je kriv kmet, da se je to zadeva podražila. Da bi enkrat do tega prišlo, da bi se res verigi videlo, koliko pa dejansko res kateri dobi upravičeno in kateri neupravičeno. Edino eno zadržko že imamo, tudi istega mišljenja kot moja dva predgovornika, zakaj bi se to zadeva se bo podvajala. Če kmet proda mleko preko zadruge, bi mogel še dejansko on davati priporočilo, če ga bo zadruga mogla dati, ne. Enako je za živino. Nam ceno določijo, katero dobimo, in za te cena gre naprej. Zdaj pa se bo to sigurno, po moje, tudi to podvajalo, kar bo na kmetijo prineslo dodatna bremena do kmeta. Jaz mislim, da bi to bilo nesmiselno, ker pri nas, ki je organiziran odkup, bojo organizacije to mogle dati. Res pa je za tisti kmeti, ki prosto stopajo na trg, da bi pa oni mogli to sporočati. To je moje mišljenje. Hvala. Zadevo podpiramo. Hvala tudi sindikatu. Se pravi, smo ta del zaključili in gremo na razpravo državnih svetnic in svetnikov. Jaz bi vodoma malo tudi vprašal, ta delitev pogače je res že dolgo, ima že dolgo brado, ki si želimo, ali pa od vil do vilic, ali bo ta sprememba zakona pripomogla, da bomo lahko bolj transparentni in tudi v tem potem tudi videli neko rešitev, ker samo spremljanje ne pomeni nič, če ne bo potem tudi ukrepanje, ne. Vidimo, kako je bil sporazum v žitni verigi, ki se potem je eno leto na pol držal, potem so pa mlinarji enostavno odstopili in stvar se je podrla. Po drugi strani vidimo, da spet padajo cene pšenice, mesa, mleka, na drugi strani ne padajo v trgovini. Če se spomnim 2 leti ali 3 nazaj, ko je bil tisto drastičen pad mleka, v Sloveniji v trgovini ni padel. V Nemčiji je, v Avstriji je. Kako in kakšni bodo mehanizmi, da bomo lahko tukaj tudi vplivali. Ker potem, kaj je bilo najbolj zanimivo? Da ko so se cene začele dvigati, so se pri kmetu in v trgovini. Ne? In zato je ta stvar morda nedorečena v tem sistemu. Tu sprašujem. Potem pa grem naprej, zakaj isto vprašanje, kot je imela zbornica, pa tudi sindikat, zakaj se ne upa nadgraditi ta že sedajšnji informacijski sistem, ki deluje, ali je nemožno to uporabljati, ali se ga ne da nagraditi. Potem pa sprašujem za 174. člen pooblastila kmetijski inšpekciji, inšpektorju za hrano, fitofarmacevtskemu inšpektorju, uradni veterini, gozdarski inšpektor in kar dosti novih točk, ki ali do sedaj niso bile, ali tudi dodatne možnosti, ki se odpirajo, ker morda smo se tu premalo poglobili. Morda je tudi bilo rekli, ali je pravilno, da gremo v take drobnosti, ne vem, če ste gledali, je kar po 10-15 točk in potem tudi 165. člen tudi veliko ukrepov, ki bodo nekako, če vidimo, tam je spet 20 alinej, kaj vse, kakšne pristojnosti imajo. Tako da tukaj morda smo bili šli tu prehitro skozi nas in smo se premalo poglobili, kakšne pooblastila ali pa kakšne možnosti bo imeli inšpektori. Se jih ima tudi zdaj, ampak sprašujem pa, ali so še dodatni, ali se samo obstoječi nekako uradno zabeležijo, da potem lahko inšpektor ima večji vpliv ali pa možnost v UNO. Toliko z moje strani. Dajem naprej razpravo državnim svetnikom in svetnicam. Gospod Pohale je prvi, gospod Marko. Hvala za besedo, lep pozdrav sem. Pri predlogu sem zaznal tam, da bo
znesek v letošnjem letu, pa v naslednjem, ki je že planiran, 300 000 evrov za to spremljanje. Se pravi, zdaj bo šlo novih 300 000 evrov predvidoma iz kmetijstva namenjenih za informacijske sisteme. V predlogu zakona pa tam piše, da, samo da najdem tule, v točki 6.1 imamo presojo posledic, pa piše tam, da naj bi pa to zadevo spremljala Agencija za kmetijske trge in da bi ta zadeva potekala v že obstoječi, se pravi, te infrastrukturi njihovi, tako da zdaj jaz to čist ne razumem, kako naj bi zdaj to stalo se pravi letos 100 in naslednje leto 200 000 evrov, če piše tam v presoji posledic. Bom čist prebral, te naloge se bodo izvajale v okviru že obstoječega in vzpostavljenega informacijskega sistema Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Se pravi, če to piše tukaj v presoji administrativnih posledic, namenja pa se dodatna sredstva, nekaj ne gre skupaj, nekaj treba popraviti. Ali se bo, se pravi, ta sistem v presoji posledic nadgradil, ali pa ga že imamo vzpostavljenega, pa teh 300 000 evrov porabimo nekje drugje, mogoče za kaj boljšega. Naslednja stvar, kam sem se zdaj tu zapisal, v točki 6.5, kar imamo presojo posledic za dokumente razvojnega načrtovanja, piše, da zakon nima posledic, v osnovi pa piše, da je to spremljanje cen tudi bo podlaga za ukrepanje za sektorje v težavah, da se bo država lahko hitreje odzivala na ta gibanja, če bodo pač negativna, in smatram, da so tudi posledice za dokumente razvojnega načrtovanja lahko tudi vpliva ta način nov spremljanja podatkov, bo vplival tudi lahko na načrtovanje. Vsaj upam, da bo, če bomo že to zadevo spremljali. Naprej, naslednja reč je ta, da v osnovi zdaj imamo mi z novo vlado že spremljanje cen na drobnoprodajnem trgu. Dobili smo večkrat podatke, da so se cene teh proizvodov, ki so se spremljale, znižale, vemo pa, da je inflacija 10%. In zdaj upam, da ne bo tudi po vzpostavitvi tega sistema spremljanja cen prihajalo do takih smešnih izjav oziroma ugotovitev, da so neke zadeve se znižale, dejansko bomo imeli pa inflacijo oziroma neke drugačne podatke, kjer iz splošnega razmišljanja vidimo, da zadeve ne pijejo vode. Naslednja stvar me pa izredno moti, to je pa v 61. členu novem, kjer so zapisani zavezanci za to poročanje. In v tej zgodbi so, se pravi, neke podrobnosti, ki niso čisto dobre. Se pravi, zavezanci so za poročanje tudi trgovci, omenjeni so proizvajalci in predelovalci. In zdaj imamo pri vsakih tudi zapisano, kdo in kakšne velikosti teh proizvajalcev, predelovalcev oziroma trgovcev so zavezane ta informacijski sistem, te podatke javljati, in za trgovce piše, da so to samo veliki trgovci. Ker prej je bilo govora o tem, da bodo proizvajalci javljali, in če bo proizvajalec neke svoje proizvode, ki se bodo spremljali, javil trgovcu, bo, se pravi, proizvajalec javil svojo prodajno ceno, ta trgovec pa nabavno. Ampak to ne drži, ker je, mislim, da v tem 61. členu piše, da so zavezani le trgovci, ki sodijo med velika podjetja, to pa so podjetja, ki imajo letnega prometa 50 milijonov evrov ali več v preteklem letu. Pravi, da mi od trgovcev teh podatkov potem ne bomo zbirali. Zbirali bomo od proizvajalcev, od predelovalcev, zakon pa pravi tam, da sodijo velike trgovce. Tako sem jaz pač tu zaznal. Prosim, da mi to pojasnite oziroma poveste, da nimam prav, upam, da nimam prav. Še ena reč je,
Se pravi, minister po sprejetju tega zakona bo minister odločil, o katerih segmentih se bo poročalo. Zdaj so zapisani tam neki predlogi v tej odredbi, katere podatke se zbira in to odredbo lahko kadarkoli se spremeni in se potem začne zbirati podatke tudi in bo to podlaga, ne, in zahteva z ministrstva, da se bo potem čez en mesec začelo zbirati podatke tudi o proizvodnji korenja, prodajnih cenah, ne vem, solate in podobnega. Ne. Tako da bi želel mogoče tudi neko zavezo, da so te podatki, ki so zdaj v odredbi, da se bodo to spremljali, se pa bojim, da je to podlaga za zahtevo za spremljanje vseh prodaj v bodoče po lastni presoji oziroma po želji. Ker vem, da tudi v sprejetju zadnjega kmetijskega načrta je bilo govora velikokrat o tem, da bi morali proizvajalci javljati podatke o proizvodnji redno, mesečno, tedensko in o cenah in mislim, da bo zdaj to pa podlaga zakonska, da bo to pa obveza. Zapisano je tam, da se bo zdaj spremljalo mleko, jajca in meso, lahko je pa še vse karkoli drugega, ne, po presoji ministra. Hvala lepa. Hvala gospodu Poholetu. Naslednji ima besedo državni svetnik Marko Staroveški, prosim. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav. Mogoče pa še bom rekel, zdaj ta pogled pa z druge strani, to pomeni trgovske oziroma končne prodajne enote v tej verigi. Razumem, da je uredba, ki je bila na Ministrstvu za gospodarstvo izdana, da je zdaj v bistvu prenešena v ta nov zakon. Na to uredbo je Trgovinska zbornica podala svoje mnenje, svoje vprašanja na 3 straneh, na katero do sedaj ni dobila odgovora, čeprav se pa za ta del pripravlja. Treba je poudariti, da vsekakor ta zakon oziroma ta dodatek v zakonu prinaša ogromno administriranja. Ne samo trgovcem, ampak celi verigi. Prihaja tudi do tega, kar ste že prej omenili, do podvajanja. Veliko tega podvajanja in mislim, da je dobro, če bo ta zadeva šla do konca naprej, da se izločijo podvajanja. Da dejansko ni potrebno, bi rekel, vsako poročanje, če je to dvojno ali gre tle za namen, da se napravi primerjava. To pomeni, da proizvajalec javi ceno, kupec javi pa nabavno ceno in se potem primerja, ali oba pošteno povesta te cene. Zadeva je seveda vprašanje sezonskega blaga. Veliko je odprtih vprašanj, jaz iz tega vprašalnika Trgovinske zbornice moram reči, da je celotna zadeva šele na začetku. Mislim, da v tej obliki, kot je sedaj, je zelo težko spraviti to v realizacijo. To pomeni, da bo verjetno trajalo precej časa, da se ta zadeva pravzaprav usede, da postane, bom rekel, dovolj jasna. In potem so vprašanje teh namenov, kako se bo zbirali, kako se bo obdelovalo, komu je to namenjeno, ne govorimo o tajnosti podatkov in tako naprej. Kar se tiče pa skladnosti z evropskimi predpisi o prostem pretoku blaga in storitvah, torej ali je to v skladu, ali bo ta zakon nostrificiran v Evropski uniji, ali prihaja tle do konflikta, v katerem lahko prihaja tudi do intervencije iz Evropske unije, ki bo rekla, tole pa ni v skladu z EU predpisi. Na to bo treba pač iskati odgovor. In to z moje strani vprašanje, koliko je to v skladu z evropskimi predpisi. Kar se tiče zakonodaje, lahko rečem, Trgovinska zbornica je podala dvom v ta uspeh. Dvomi v to, da bomo iz tega dobili dovolj, bi rekel, pri velikem administriranju in velikem vložku, dovolj dobre podatke, če nam bojo koristili, ali bo protiinflacijska,
ali je ta, da se pač v strukturi ve, koliko kdo prodaja, po koliko je kjera cena, koliko je pravzaprav struktura cene. V tem trgovina velikokrat, bom rekel, kar kritizirana, govorim o živilskem delu, nima takih donosov, je vezana na strahovito visoke stroške, predvsem delovne, ima danes ogromne težave z ljudmi, nima dovolj ljudi za delo. To pomeni, da mora ravno tako dvigovati plače, tako da se jim skozi dvigujejo tudi stroški. In če boste pogledali, dejansko trgovinske firme nimajo takih donosov, da bi lahko rekli, da je tle neka prekomerna marža, ampak gre za pokrivanje stroškov. Toliko iz tega, drugače pa ne vem, ali ste že dobili bi rekel, te pripombe, ki so bile na Ministrstvu za gospodarstvo, oziroma vprašanja. To bi bilo z moje strani. Hvala. Hvala tudi Markotu. Gospa Jasmina Opek, državna svetnica. Hvala lepa, predsednik, za besedo, spoštovana ministrica, vsi ostali lepo pozdravljeni. Jaz bi najprej pohvalila v bistvu, da je v zakonu posebej izražena podpora zamejskim organizacijam. Vemo, da v bistvu podpora Slovencem izven naših meja, predvsem v tem času, ko se soočamo z demografskimi izzivi, z globalizacijo, pa tudi z zlivanjem z večinskim narodom, izjemnega pomena. Tudi na področju kmetijstva. Bi pa imela tukaj eno pobudo, mogoče v tisti kasnejši izvedbeni fazi. Na podlagi mojih izkušenj, kar sem jaz delala recimo z zamejskimi organizacijami, predvsem povezave z mladimi, smo pogosto naleteli na te izzive, da so te krovne organizacije premalo vključevale mlade. In ko boste recimo pripravljali te programe, da bi dali tudi poudarek vključevanju mladim na področju kmetijstva. Mislim, da je to zelo pomembno tudi za krepitev narodne identitete in v nekem širšem pomenu. Kar se pa tiče ostalih vprašanj, mislim, ostalega gradiva, ostale vsebine, bi pa imela nekoliko vprašanj. In sicer, kakšna je časovnica izvedbe, če se bo spremenila ta odredba, kateri so te pridelki, ki naj bi se v bistvu spremljale cene, ali bodo vsi fiksni na začetku, ali se bo to kasneje tudi spreminjalo. Na koliko časa bo morala agencija dajati poročilo o teh samih cenah, ali se razmišlja, da glede na to, da se bo nekako vzpostavil ta sistem zbiranja in analize podatkov, da se bo v kasnejši fazi ukinilo to preverjanje košarice, koliko stane cen, ker bomo imeli neke druge cene. In pa zanima me tudi, ali se bo zaradi teh povečanja obdelave in pa zbiranja podatkov tudi kaj ukrepila Agencija za kmetijske trge z novimi kadri, da ne bo slučajno potem trpelo na drugi strani delo, ki ga agencija sedaj upravlja, pa da ne bodo recimo potem tudi mogoče kmetje dlje časa čakali na razne odločbe in ostale stvari. Hvala lepa. Hvala tudi gospe Jasmini in dajem podpredsedniku Komisije za kmetijstvo, gospodu Medvedu. Prosim. Predsedujoči, hvala lepa za besedo. Pozdravljena gospa ministrica, vsi ostali prisotni. Tukaj bi se strinjal z vsemi predhodnimi govorci. Zmotilo nas je pa predvsem to, da je s 500 tisoč evrov, pardon, 500 tisoč evrov se znižala ta zavezanost za poročanje podatkov na 250 tisoč evrov, ker menimo, da to je dodatno breme za kmetije, ki se pač ukvarjajo resno z kmetijstvom. Vemo, da delovne sile na kmetijah ni in ne vem, zakaj vas je vodilo zdaj, da ste to šli zmanjšali, ker menimo, da to je pač res dodatno breme. Tu bi vprašal za 174-175 člen, kjer je jasno opredeljena nekaj dejavnosti zraven oziroma obveznosti inšpektorske, ali tega do zdaj ni bilo, ali zdaj dodatno to plačujete. Potem pa tudi v 176. členu je od 2 do 10 tisoč evrov kazni, kdo ne izvajati analize oziroma kdo nima načrta. To do zdaj ni bilo, ali se to zdaj na novo uvaja. To me zanima, glede tega sicer mi to podpiramo, vendar menimo, da bo to dodatno breme in bi morali po prvotnem planu pustiti na 500 tisoč evrov. Potem pa glede Slovence z zamejstvom, to podpiramo, kajti menimo, da
kakor z druge strani meje poskrbijo za svoje državljane, moramo tudi mi. Bil sem nekajkrat prisoten in menim, da je res to prava stvar. Prvi pa predlog, ki ga je dala Jasmina. Hvala. Hvala gospodu Medvedu. In gremo v drugi krog, gospa ministrica. Nekaj vprašanj ste dobila in prosimo za odgovore. Prosim. Hvala. Dobila sem precej vprašanj, ne nekaj. Ne vem, kaj bo, ko pridemo z novim zakonom. Ampak nič hudega, vse bomo razčistili. Torej, izpostavljeno je bilo število trgovcev. Torej, pogovarjamo se o 10 največjih trgovcev. Saj mi več v Sloveniji nimamo več trgovcev. Torej, tisti trgovci, ki so, dejansko bodo vsi poročali. To je enkrat ena. Potem smo se pogovarjali o tistih kmetih, ki so zavezanci od 250 do 2 milijona evrov. Torej, prvo evropske smernice govorijo, da se lahko poroča od 0 do 2 milijona. Mi smo šli na 250 tisoč evrov in v Sloveniji je 30 takih kmetov, ki bodo poročali, nič več. 30. 30 smo preverili. Tako o tem se pogovarjamo. Ja. Tako. Torej, če so DO ali pa SP, torej ti, mikro ali mala podjetja, 30 je takih v Sloveniji, nič več. To je ena stvar. Potem druga, izpostavljeno je bilo, da je trgovinska zbornica podala mnenje in pripombe na izdano odredbo. Mi smo te pripombe dobili, jih proučili in tudi odgovore poslali že pred enim tednom Ministrstvo za gospodarstvo. Tako da zdaj ne vem, ali so dali naprej ali ne. Izpostavljeni so bili tajni podatki pa podvajanje podatkov. Torej, nobeni podatki se ne bodo podvajali in tukaj ne gre za tajne podatke, niti za osebne podatke, gre za poslovno skrivnost, vendar zakon nikoli ne bo, zakon govori o anonimnosti. Torej, ne bodo se razkrili tisti poročevalci, ki morajo poročati zavezance, ampak bodo podatki anonimni. Izpostavljeno je tudi bilo, da je trgovska zbornica ve, da so trgovine z živilskimi izdelki vedno na udaru. Ampak mi danes ne vemo, po kakšni so donosi v trgovinah živilskih podjetij. Torej, tega mi na kmetijskem ministrstvu ne vemo. Tega nišče ne poroča in tega ne vemo, niti za pridelovalce ne vemo za nič. Zato smo spostavili, da bomo rekli, da bo enkrat to transparentno in kadarkoli bo potrebno ukrepati, da imamo dejansko podatke, kljub temu, da so to agregatni podatki, bodo na koncu, ampak vedno bo se pri primarju je toliko, pri posredniki je takšna situacija, pri predelovalci je takšna, pri trgovci taka. Poročali bodo glavni sektorji in sicer tisti sektorji, ki so po statistiki. Torej, tako kot so po statistiki, tako bomo tudi dejansko po tej sektorji poročali. Spremljanje cen, inflacija. Torej, tukaj ne prihaja do nobenih smešnih izjav. Tukaj je treba jasno povedati. Košarica, ki smo jo spremljali od septembra do konca marca, je spremljala 15 osnovnih skupin izdelkov in poročalo se je vedno o teh 15 osnovnih skupin izdelkov. Poleg tega se je kasneje še začelo poročati o sadju in pa zelenjavi in tukaj se je jasno videlo, da pri teh skupinah izdelkov so cene padale. Torej, tukaj nismo zasledili, da bi cene naraščale, ampak so cene padale. V mesecu juliju smo začeli s ponovno košarico, ki bo imela večje skupine izdelkov in tudi take izdelke, ki so dejansko kvalitetnejši izdelki in pa tudi, ki so zelo zanimivi za trg, tako da bomo videli, kaj se bo dogajalo v tem času. Torej, košarica, spremljanje cen za košarico bo ostalo naprej. Potem pooblastila inšpektorjem. Pooblastila, tako kot sta zapisana v obrazložitvi člena, sta taka kot sta. Inšpektorji dobijo dodatna pooblastila samo na podlagi poročanja. Torej, samo na tistem delu, vse ostala pooblastila so inšpektorji že prej imeli, sedaj dobijo inšpektorji pooblastila za poročanja in tudi z tem v zvezi so vezane kazni, globe in pa ostalo. Informacijski sistem se je izgrajeval že za potrebe sedanje odredbe in za letošnje leto se pričakuje še nadgradnja tega informacijskega sistema, zato je planirano 100 tisoč evrov. Za naslednje leto pa, če bo potrebna nadgradnja, bo spet je planirano 200 tisoč evrov. Torej, informacijski sistem ta, ki je, bo začel delovati s 1.8.
in v primeru, da bo potrebno, ker je ta sistem zdaj v fazi izgrajevanja, bomo videli, ali bo potrebna še kakšna nadgradnja, zato je planirani dodatni 100 000 evrov in potem v naslednjem letu za nadgradnjo, ker ne vemo, kaj se lahko zgodi pri informacijskem sistemu, je planirano dodatnih 200 000 evrov. Torej, tako kot smo povedali, na podlagi teh podatkov bomo dejansko dobili potem podatke, s katerimi bomo lahko vplivali na to, ali bo potrebno kakšnemu sektorju pomagati, oziroma bo to potem tudi lahko za razvoj naprej informacija. Ja, tako kot ste povedali, cene pšenice in mesa so padle, v trgovini se niso spremenile in namen je, da enkrat vidimo, kje se kaj dogaja, zato z tega zornega kota se potem to vnaša. Za vnašanje podatkov bo izobraževanje, torej odredba ne bo tista, ki bi si lahko minister sam zmislil in dal določene podatke, odredba bo na podlagi zakona. Torej, odredba se izda na podlagi zakona, torej odredba ne more presegati zakona in zbiralo se bo za glavne sektorje, tako kot jih statistika določa. Končne analize in metodologija in končne analize se bodo dejansko izvajale na podlagi zunanjega izvajalca, torej te analize bo opravil na podlagi zbranih podatkov nek zunanji izvajalec, ki dejansko pozna situacijo in ki torej z ekonomskega vidika in na podlagi tega bomo potem lahko tudi te agregatne podatke obravnavali in poročali. Vsi ostale podatki, ki se bodo pa dejansko obdelovali, torej ki bodo, so pa anonimni podatki, tako da se bo o agregatnih podatkih poročalo. Novi kadri, torej zelo pozdravljamo in bomo tudi vključili mlade v to zgodbo zamejci po svetu. Košarico smo rekli, da ne bomo ukinili, dodatni kadri ne bodo vključeni, kajti tukaj bodo direktno v informacijski sistem poročali zavezance. Jaz upam, da sem na vsa vprašanja odgovorila, če sem katero pozabila, mi pa oprostite. Ja. Hvala, gospa ministrica, ampak jaz bi celih prosil, dajte mi malo bolj razčlen ta 174 pa 175 člen. Ali v prejšnjem zakonu nisem šel gledati, ni bilo tako podrobno specializirano, kaj lahko pooblastila in ukrepi, ali so zdaj kakšne nove ali ne, ker dejansko bi se morali v tem malo bolj poglobiti. Glejte, tukaj imate besedilo, ki se spreminja. Torej, to so členi, obstoječi členi in ti Torej, ti obstoječi členi 172, 174, 175 in 176 člen so se dopolnili samo z besedilom, ki je tukaj v zakonu, torej v 3. členu zakona, v 4. členu zakona, v 4. členu, 5., 6. in pa 7. Torej, v 172. členu se dodaja nov 13. odstavek, ki se glasi: nadzor nad izvajanjem tega zakona izvajajo kmetijski inšpektor v delu, ki se nanaša na pridelovalce iz 61. člena, inšpektor za hrano in uradni veterinar v delu, ki se nanaša na posrednike in predelovalce iz 61. člena tega zakona in tržni inšpektor v delu, ki se nanaša na trgovce. Torej, spreminjajo se samo te kratke vsebine. Hvala, to dodatno obrazložitev. Ne, da ne bi rekel nekdo, da nam je nekaj ušlo ali pa smo spregledali. Hvala, gospa ministrica. Gremo v drugi krog. Ima kdo od zunanjih kakšno pripombo, pobudo še? Sindikat, zbornica, zadružna zveza? Ja, zbornica, prosim, gospod Žveglič. Hvala za besedo. Zdaj še enkrat, jaz zdaj berem staro odredbo. Res je časa, da je to bilo malo, težko smo tudi kaj prej usklajevali, tako da se mogoče zato imamo zdaj pač, bom rekel, da je to pred odborom lahko eno tako komunikacijo, da se zdaj. Ne, v stari odredbi pač piše, da to je odredba, ki sprejme minister, pač piše, kdo je zavezanec in kdo je dolžen pošiljati. V 2. členu se pravi, je pridelovalec, zdaj govorim jaz za pridelovalce, ki je fizična ali pravna oseba in ki prideluje in prodaja lastne kmetijske pridelke in sodi med mikro, malo, srednje ali veliko podjetje. Potem v 3. členu pa piše, da mikropodjetja so podjetja, ki imajo v zadnjem poslovnem letu
za katero so javno dostopne bilance od 500 tisoč evrov do 2 milijona evrov letnega prometa. Zdaj sem slišal, da ne bi bilo teh 30, ne? A je to zdaj na 500 tisoč ali na 250? Ok, v redu. Okay, ta podatek me zdaj... Govorimo o javno dostopnih bilancah. Ja. Govorimo torej... Ja, Ne moreš se to povedati. jaz sem vas. Torej, govorimo o javno dostopnih bilancah, ki so v IPES-u iz tistega, to je vse tako. Se pravi, so pa tle pardon, pravičujem, zdaj se nadaljujem. So pa tle noter, se pravi, tudi kmetije, čeprav niso registrirane kot SP ali kot podjetja. Niso? Ali so? Se pravi, so tudi kmetije, ki niso registrirane kot SP ali DO. Ker to me zdaj zanima. Se pravi, ne, samo malo, se najbolj dokončam, no, da tudi zaradi samega magnetograma mislim, da je boljš tako. No. Se pravi, to je ta vprašanje, ne, še prav ga še enkrat ponavljam, ne, ali sodijo tudi kmetije, se pravi, ne, kot fizična oseba, ki niso registrirane kot SP ali DO, in potem, če se ta bom rekel, javnost, tajnost podatkov, kar ne vem, se pravi, jaz upam, da bojo inšpektori, ker to bo zdaj preko šifre in elektronski vnos, kaj tako smo takrat zasledili na Ministrstvu za gospodarstvo, naj bi ta zadeva šla, da bojo se pravi inšpektori pa imeli ta vpogled, ali so podatki resnični ali pa niso resnični. Ne? Ker zdaj, če ne bojo inšpektori imeli tega vpogleda, ne, pol ne vem, kakšen smisel ima vse skupaj. Ne? Ker če ni palce, tudi sam korenček ponovadi ni dosti. Ne? Hvala lepa. Hvala gospodu Žvegliču. Gospa ministrica, prosim. Torej, ker govorimo o javno dostopnih bilančnih podatkih, torej fizična oseba nima javno dostopnih finančnih podatkov, samo SP in pa DOO-je. Torej, o tem se pogovarjamo, torej o te. In tudi zakon ne govori o varstvu osebnih podatkov, zato ker tukaj obravnavamo dejansko samo podjetja, tako ja. In govorimo o poslovni skrivnosti. Ne govorimo o nobenih tajnih podatkih, ampak govorimo o poslovni skrivnosti. Je pa res, inšpektori drugače ne morejo kontrolirati, če nimajo dostopa do imena podjetja, ki je, ker drugače ne morejo pravilnost preveriti. In bodo imeli inšpektori dostop do. Tako. Hvala, gospa ministrica, ampak bom nadaljeval pod vprašanje. Kaj pa kmetje, ki so davčni zavezanci? Bodo prišli, ker te podatki so pa javni. Razum? Ja, večina kmetov je davčni zavezanci, ampak zdaj smo rekli samo o OSP-jih in DO-jih, gospod Žveglič. Zdaj govorimo samo o Kaj pa davčni? Davčni so isti imajo podatke. Prosim, gospa ministrica. Davčni zavezanci nimajo javno dostopnih bilanc. Hvala. Smo tudi razčistili. Še kakšno? Aha, gospod Pohole. Hvala za besedo, ponovno hvala za odgovore. Glejte, v 1. členu, se pravi, ki govori o 61. členu, piše sledeče. Zavezanci za pošiljanje podatkov iz prejšnjega člena so pridelovalec, ki je fizična ali pravna oseba. Se pravi, po tem zakonu bodo osebe, ki bodo imele prihodkov, ki sodijo med mikropodjetja, bodo zavezanci. Fizične osebe. Lahko rečete, da ne, zakon pravi, da so to fizične ali pravne osebe in pridelujejo ter prodajajo naprej, kakor piše. Tako, kot sem prej rekel, tudi kdo je zavezanec od trgovcev. Vi ste rekli, imamo 10 velikih trgovcev, samo 10 trgovcev v Sloveniji in ti bodo zavezanci. Če imajo 50 ali več milijonov letnega prometa. Imamo pri nas v Sloveniji tudi trgovce, ki nimajo tega. In ti ne bodo javljali. To so kmetijske zadruge, privatniki, ki imajo 3, 4, 5 ali pa 9 trgovin in zagotovo nimajo 50 milijonov evrov prometa, ti ne bodo zavezanci za javljanje podatkov, ker je egzaktno napisano trgovec, se pravi zavezanec za pošiljanje podatkov je trgovec, ki je pravna oseba ter opravlja trgovinsko dejavnost z živili in po zadnji javno dostopni bilanci sodi med velika podjetja. Spodaj piše, velika podjetja so podjetja, ki imajo
po zadnjih bilancah 50 ali več milijonov evrov prometa letno. Tako da to jaz razumem in razumem zapis zakona drugače, kot je bilo tu razloženo. Še ena stvar, ki sem jo prej pozabil povedati, inšpektorji, se pravi tržni, kmetijski, za nadzor hrane bodo imeli zdaj dodatne naloge, ne, za spremljanje. Pa me zanima, ali se planira tudi kakšna nova zaposlitev, ne, ker te dodatne naloge bodo potem pomenile, da bo manj pregledov, ker bodo pa tiste, ki bodo pregledovali, imeli več dela. Ne. Ni pa predvidenih nič finančnih posledic zaradi tega pri teh inšpektoratih, ki so omenjeni. Hvala lepa. Hvala, gospod Pohole. Še gospod Marko Staroveški. Ja, hvala lepa. Kar se tiče podatkov finančnih in podatkov o uspehu trgovskih podjetij, so vsa v AIPES-u dosegljivo vsako leto. Torej, donosi na promet trgovcev so jasni, javno dostopni, torej ni treba zaradi tega nobenih zbiranja podatkov, ker so na razpolago. Kar se tiče evropske skladnosti z evropskimi predpisi, na to prosim ministra odgovorili, to ste pozabili. Tu moram reči, da so trgovci vsekakor v situaciji, da bodo zahtevali ta del in bodo ta postopek tudi sprožili. Veste, da imamo mi kar nekaj evropskih podjetij v Sloveniji, Učpara in tako naprej, in oni so preko materinskih firm pravzaprav to dolžnost tudi dobili. Dokdaj se namerava pa tudi usklajevati ta zakon z deležniki. To pomeni predelovalno industrijo. Ne vem, koliko je že tega bilo do sedaj narejenega, pač trgovinska zbornica dala pač ta vprašalnik oziroma vprašanja, ker enostavno niso bili popolnoma jasni, bi rekel, v tej odredbi določeni postopki, svet pa tako naprej. Samo toliko, hvala. Gospod Marko, hvala. Gospa ministrica. Hvala. Torej, najprej pridelovalec, ki je fizična ali pravna oseba, torej vsak SP je fizična oseba, ne? In potem naprej. Torej, mora imeti omejitev, ki se potem nanaša na spodnjo točko. Torej, vse to mora biti izpolnjeno, da dobimo potem, ki je fizična ali pravna oseba. Torej, lahko je kmet, ki ima DOO, lahko je pa kmet, ki ima SP. In potem naprej in prideluje ter prodaja lastne kmetijske predelke, po zadnji javno dostopni bilanci sodi med mikro, mala ali srednja podjetja in potem naprej, torej mora izpolnjevati tudi to, da ima mikropodjetje in da je 250, da ima bilanco 250 do 2 milijona. Ja, tukaj se ministra strinjam z vami, ki ima mikropodjetje. Ne? Ja. Kmet nima mikropodjetja. Zdaj, če začetka pa fizična, če lahko, fizična je zame kmet, ne? Ampak Fizična oseba sem tudi jaz. tudi Ja. ampak potem mora imeti pa Ampak, a imate 250 tisoč? in mora imeti mikropodjetje. Tako da zdaj, ok, tu smo razčlenili. Še kakšna stvar? Nismo še do konca prišli. Ja, se počujem. Ja. Torej, potem je še prišlo dodatna zaposlitev, v tem zakonu zaenkrat za inšpektore ni predvidena, ampak bomo z obstoječim obsegom, ker bomo v letošnjem letu torej začeli in bomo z obstoječim obsegom, ko se bo pa sprememba zakona, ko se bo nov zakon, ki se pripravlja že nov zakon, takrat se bo pa videlo, kakšne bodo pa tudi kadrovske potrebe, ker v tem trenutku niti ne moremo tega oceniti. Torej, govorimo o pridelke, ki so v Sloveniji pridelani in govorimo o slovenskih pridelkih, zato ne mislimo tega zakona dati v notifikacijo, vsakakor pa ima vsakdo pravico to zahtevati, to povem. Hvala, gospa ministrica. Usklajevanje, če bo vprašanje z deležniki. Usklajevali smo zelo kratek čas in to tudi trgovinska zbornica ve, ker so nam tudi povedali, da je bilo zelo kratek čas, ampak mislim, da smo vse pripombe, če smo karkoli dobili, smo tudi z njimi, kar je zelo.
mogoče, če dopolnim vprašanje, ki jih je Trgovinska zbornica poslala, so bila na odredbo, ki je na podlagi zakona o kontroli cen, torej ne na ta zakon. In smo že poslali, že mislim, da skoraj več kot en teden nazaj na Ministrstvo za gospodarstvo in sigurno so tudi že v Trgovinski zbornici ta odgovor posredovali, ker vprašanje je bilo poslano na MGTŠ. No. Tako da odgovore so že mogli dobiti, no, skoraj sigurna sem. Petek ne. To že 10 dni nazaj je bil odgovor poslan, bomo pa preverili na MGTŠ. Hvala tudi vam, gospa Ana. Mislim, da... še sindikat, prosim, gospod Nuk. Glejte, vprašanje pa pomisleki nas kmetov, bi rekel, v imenu sindikata. Mi vidimo tu zeleno luč konec tunelja. Nas skrbi ena zadeva. Slovenski kmetje zelo poceni proizvajamo. Zelo, bi rekel, neplačani smo za svoje delo. Naši izdelki so pocenjeni. Nazadnje, da pogledamo pa verigo, pa zelo drago jemo. Tu je zdaj ta vmesni korak. Vi pravite, Trgovska zbornica dejansko nima velikega manevra, da bi se tule videlo. V časopisu Večerov, pa ne bom zdaj rekel, ker se nisem na to pripravil, da biš videl, sem pa gledal košarico. Isto, ko je bila kupljena v Italiji, pa pri nas v Sloveniji, in je bila pri nas za 40% dražja, kot sosednje države Italije. Ampak, če gledamo standard, so v standardi v tej državi toliko višji, pa kmetje za boljšo ceno predamo. In tu zdaj vidimo neko razliko, ali se pa dejansko motimo, da je med proizvajalcem, pa ko pride do potrošnika, prevelika razlika in ne moremo dognati, kje se ta razlika dejansko največja ustvari. Kdo ima tu največje dobičke? Pa če jaz kot kmet da gledam, poglejte, tako rasejo trgovine v Sloveniji, ko gobe po dežju, pri moj duš, če ne bi bilo tako dobička, toliko trgovin, pa toliko interesentov za slovenskega trgovca ne bi bilo. Hvala. Ja, hvala, gospod Nuk, jaz sem s tem mislil zaključiti. Ne? Če zbiranje teh podatkov ne bo prineslo tega, da bomo videli, kdo v tej verigi ima največ in kako potem ukrepati, da ne bomo poceni pridelovali kmetje, kot pravi gospod Medved, pa tudi ste rekel gospod Nuk, po drugi strani pa potrošnik drago je. Ne? In upam, da je zdaj tu pravi namen, da bomo začeli neke stvari, čeprav v tržni ekonomiji je težko stabilizirati ali pa nekaterim dati ukor, ker v tej verigi imajo preveč, je tu za pozdraviti in, kot se rekel, vidimo zeleno luč. Vkoliko pa tega ni, je pa potem brez veze neke podatke zbirati in tu obdelovati, če ne bomo dali rešitev. Res pa je, da naša veriga je narejena, bi rekel, preveč, bi rekel, da bi pravega izraza, premalo je poslovnega dogovora od vil do vilic in premalo se tukaj spoštuje posebno prvega v verigi. In če bi tu spoštovanje bilo, najbrž teh anomalij ne bi bilo. Tako da jaz mislim, da smo zaključili. Še gospod Medved, prosim. Ja, tu bi jaz rad opozoril eno stvar, ko opažamo pad odkupnih cen, v trenutku padajo. Ko pa začne na evropski ali svetovnem trgu rast cene, mi zaostajamo 3-4 mesece vedno. Druge države to sledijo mesečno, pri nas pa enostavno nas na ta način kmete tišijo dole. In tu bi morali, upamo, da bo ta zbiranje teh podatkov pripomoglo k temu, da bo slovenski kmet obravnavan tako, kot je evropski kmet. In upam, da bo ti podatki res prinesli pozitivnemu doprinose za kmeta. Hvala, gospod Medved, popolnoma strinjam, kot sem prej omenil. Problem je prav ta, da najprej padijo pri kmetu, v trgovini sploh ne, ko se pa spet dvigajo cene, se pa najprej v trgovini in potem kome pri kmetu. In ta razlika je čisto ropanje slovenskega kmeta, slovenskega podeželja. To je dejstvo. S predolgim zamikom. Ja. Hvala, vsem smo zaključili diskusijo in razpravo. Mislim, da je bila dokaj pestra.
Nekaj stvari smo razjasnili, nekaj stvari bo lahko ministrica nas povzela ali bo videla, če kakšne dopolnitve treba dati in glede na vse povedano dajem na glasovanje predlog sklepa, ki se glasi: komisija podpira predlog zakona. Ima kdo? Verjetno bo vložil svoj glas? Ne? Se pravi, kdo je za? Gospod Staroveški, prosim. Jaz ne morem glasovati za, ne podpiram. Bi rekel, razlog je pa v glavnem ta, da je ocena, da ni dovolj usklajevanja bilo do sedaj in da je potrebno z deležniki še upraviti en krog usklajevanja, da bo marsikatera zadeva, ki danes ni jasna, bolj razjasnjena, in govorim za predelovalno industrijo, prav tako za trgovski. Hvala. Še kdo? Ne? Aha, gospod Pohole, prosim. Hvala za besedo. Jaz prav tako ne morem predloga podprti, čeprav se v osnovi strinjam, mislim vesel, da se bo začelo spremljati gibanje cen, vendar kot je zapisano v zakonu, so zavezanci, se pravi fizične osebe ali, in smatram, da so to tudi vse fizične osebe, ki nimajo SP-jev zavezanci, in istočasno bi morali potem v isto kategorijo zavezancov spadati tudi trgovci, ki spadajo med mikropodjetja, bi morali biti tudi trgovci zavezanci za to poročanje, če so zavezanci tudi fizične osebe. Hvala lepa. Hvala tudi vam, gospod Pohole. In prehajamo na glasovanje. Kdo podpira predlog zakona? 4 za. Kdo je proti? 1 in 1 se je vzdržal. Tako da pravi, hvala. Na podlagi opravljene razprave in sprejetega sklepa bomo pripravili mnenje Komisije za kmetijsko gozdarstvo in prehrano in ga bomo naslovili na pristojnem odboru Državnega zbora. Tu se pravi, za poročevalca bi se predlagal, če lahko. Se strinjate? Hvala. Hvala vsem vabljenim, gospa ministrica, hvala za poročanje in razjasnitev. In upam, da bo kakšna stvar se iz te razprave bomo lahko še do seje Državnega zbora bila v podporo. Prav, najlepša vam hvala. In tudi hvala Zadružni zvezi, sindikatu in Zadružni zvezi. In gremo mi na drugo točko dnevnega reda, razno. Najbrž nima nobeden, jaz sem samo obveščen, da bomo imeli 10.7. ob 14. uri v dvorani Državnega sveta sklicana skupna seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj na temo ukrepi vezani na povečanje aktivnosti volkov na območju boja biosfere območje Julijskih Alp. Se bomo najbrž ministra spet videli, težave so. Tako da zaključujem sejo ob 12.35 in vsem hvala. 11. Tale ura je... A ja, 11.36.